Najlepša hvala, Gala. Res je, kaj ti gremo na teren na Zbilje in ne bi želeli odžirati kaj časa, kaj ti veliko je zapovedati v Zbilju in tisti okolici, pogovarjali se bo pa s predsednikom turističnega društva Zbilje. Tako da, Pija, lepo pozdravljena. Kako je na Zbilju? Svežujoče ali je prevroče? Wow. Zdravo, Luka. Ja, tukaj je pravzaprav zelo osvežujoče, veter prijetno piha, sonce še navdarja svojo polno močjo. Moram priznati pa, da me tudi hladi prav pogled na tole čudovito jezero in na labode, ki jih upam, da tudi vidite vi, dragi gledalci. Kar nekaj jih je danes tukaj, z mano pa je že Iztok Pipan, predsednik Turistične zveze Zbilje. Dobro jutro, lep pozdrav. Lep dober dan, lep pozdrav tudi vsem vašim gledalcem in seveda vesel sem, da ste prišli sem ob to lepo jezero. Ja, upam, da se kdo tudi od gledalcev mogoče zdaj čez vikend odloči priti k vam. Je mogoče med vikendi tukaj kar polno, vidim, da je ena skupina tudi že danes takole zgodaj zjutraj prišla. Ja, Zbiljsko jezero je res priljubljena izletniška točka, pa ne samo zdaj v tem času korone, ker je pač le v ljubljanski regiji, ampak tudi drugače so Zbilje že, lahko rečem, kar 68 let izredno popularne v celi Sloveniji. Vsi poznajo Zbiljsko jezero zadnje leta, predvsem po naših lepih labodih, prejšnja leta mogoče bolj po zabavah, po Zbiljski noči in ostalih dogodkih, ki so se tukaj odvijali. Zdaj smo pač malce spremenili kako lahko rečem, strategijo turistično na ta način, da ne delamo več hrupnih prireditev, ampak da želimo pridobiti več obiskovalcev, ki uživajo v lepi naravi, ki se s čolnom popeljejo po jezeru, ki znajo uživati v teh lepotah, ki nam jih ponuja narava pa naše jezero. Pa se verjetno je bila to priljubljena izletniška točka, sploh zdaj v času izolacije, ko nismo smeli čez občinske meje. Si predstavljam, da si je marsikdo tukaj privoščil kakšen sprehod. Ste opazili mogoče kakšen porast domačih gostov? Ja, porast je bil na začetku tako velik, da smo v sodelovanju z občinsko civilno zaščito celo morali preprečiti dostop do sprehajalnih poti ob Zbiljskem jezeru. Tudi vse tiste fotografije, ki so bile objavljene na vseh spletnih medijih, so bile več ali manj iz Zbilj, ko so bile prepovedi sprehodov, ker na začetku je bilo tukaj dol kar po par tisoč obiskovalcev naenkrat, ljudje so se drenjali, res je bila velika nevarnost za COVID in zato smo v sodelovanju z občinsko civilno zaščito takrat res prosili vse obiskovalce, da držijo socialno distanco, da ne hodijo toliko v Zbilje, da poiščejo kakšne druge lepe kotičke naše občine. Tukaj gor za nami so Polhograjski dolomiti s številnimi kilometri turističnih pohodniških poti, tako da smo turiste počasi preusmerili tudi na spoznavanje Polhograjskih dolomitov in moram reči, že korona veliko prinesla naši občini ravno v tem, da jo zdaj turisti poznajo v celoti, se pravi ne samo Zbiljsko jezero, pa mogoče Katarino, ki je taka znana turistična točka, ampak tudi vse ostale sprehajalne točke, planinske poti, planinske koče, tako da korona je, kar se tega tiče, bila pozitivna za slovenski turizem, ker so ljudje spet odkrivali domače kraje. Zdaj, omenili ste, da ste se zdaj usmerili bolj k naravnemu turizmu. Je to tudi posledica korone ali je bilo to pravzaprav že prej odločeno? Zbiljska noč je bila vendar eden od zelo popularnih dogodkov tukaj v okolici. Ja, tukaj se je zgodil en tak preskok, ker je število obiskovalcev tako naraslo na teh velikih prireditvah, da sam kraj ni več tega mogel sprejeti oziroma je bilo obiskovalcev toliko, da so zasedli tudi vsa dvorišča, parkirišča, travnike naših zbiljskih kmetov, domačinov, tako da smo se potem skupaj odločili, da je to le preveč, da takih prireditev v principu ne potrebujemo za promocijo. Zadnje leta smo imeli še to, da smo se odločili, da si želimo več slovenskih izvajalcev, pa so potem ti organizatorji, ki so nam ponujali izvajalce, pač vedno so želeli v paketu prodati, če vse vemo, kjer je izvajalce. Zaradi tega smo potem rekli, mogoče bi pa malo umirili žogco, pa kakšno leto ne organizirali take prireditve in smo šli bolj v prireditve z, lahko rečem, kulinaričnega, etnološkega značaja. Tudi pripeljali smo eno izjemno uspešno prireditev, ki lahko rečem, da je
ponesla ime zbil po celi Evropi, pa tudi mogoče po celem svetu. Katera je to? To je Wild Wild Fest, to je pač tekmovanje, srečanje ljubiteljev ameriškega grila. V Sloveniji oziroma v Medvodah se je ustanovila ena skupina fantov, ki so po Ameriki, konkretno v Kentuckyju, si ogledovali to vrstno tekmovanje in so rekli, zakaj pa ne bi naredili kaj takega tudi v Sloveniji. In lahko rečem, da je bilo dobro, lani je prireditev odpadla, letos jo bomo morali izpeljati v Karini zasedbi, ampak zadnje leto, ko je bilo pa tukaj to na veliko, je bilo pa 3 dni vse polno obiskovalcev in tudi tekmovalcev iz 24 držav. Prišli so tudi iz Amerike ekipe tekmovati ob Zbiljsko jezero, bili so dejansko z cele Evrope, z vsake države, tako da so organizatorji na koncu izbirali z vsake države samo po eno ekipo, da je bila zastopanost čim večja in ta prireditev je bila izjemno uspešna. Potem smo v sodelovanju z Gizom Kranjska klub. Preden greva naprej, me res zanima, kako pa izgleda ta prireditev, kako tekmujejo? To si vsak izbere, kaj bo dal na žar in potem izbere žirija, kdo je bil najboljši? Je v principu zadeva taka, da tekmujejo v 3 kategorijah, se pravi v 3 kose mesa jim da organizator en dan pred tekmovanjem, ker potem to smokajo oni celo noč in naslednji dan ob 12. Se odpre polurno okno, ko morajo oni dostaviti svoj ta izdelek, lahko rečem, na mizo in potem ga žirija oceni. Žirija iz celega sveta, prišli so celo, ker je tukaj bilo delano po licenci iz Kentuckyja, celo sodniki od tam, da so tukaj ocenjevali to hrano. Vse ekipe so dobile tako rebrca kot pljučne pečenke in vse te stvari, ki se jih smoka in potem tudi eno lokalno jed, recimo v našem primeru so smokali tudi kranjsko klobaso. Tako da je bilo zanimivo. Tisto, kar je pa pol zanimivo, po tem tekmovanju, ko oni oddajo te kose v ocenjevanje, tisto, kar ostane, razdelijo obiskovalcem, ki se dosti prehajajo, tako da so imeli vsi obiskovalci brezplačno degustacijo in da smo lahko poskušali, na kakšen način vse ljudje pripravljajo to meso, ne samo, da ga smokajo cel dan, skoraj, bi lahko rekel 20 ur, ampak ga tudi preparirajo z raznimi, lahko rečem, tekočinami, sami delajo neke skrivnostne omakce, tako da prav zanimivo, od bolj pikantnih do bolj sladkih, na osnovi viskija, na osnovi vsega živega, mislim, tako da zadeva je izjemno zanimiva. Zdaj, v manjšem obsegu bomo to vrstno prireditev izpeljali letos v začetku avgusta, samo enodnevno bolj za gušt, pa da ne ostane v pozabi, da se gremo to vrstne prireditve. Drugače smo imeli pa zdaj en mesec vsako nedeljo par fantov, ki so dol ob jezeru v lokalu Sedmica smokali, tako da se nam dogaja res veliko zanimivega, kar se te smokane hrane tiče. Zdaj, ni bila tukaj samo hrana, bilo je 3 dni srečanje vsega povezanega z ameriško kulturo. Imeli smo tukaj zelo veliko country plesov, 3 odre, ki so naenkrat bili polni z plesalci tega danes v Sloveniji vse bolj popularnega country plesa. Imeli smo rodeo, imeli smo konje, ki so jih lahko jahali, prodajali smo samo ameriške izdelke, se pravi od klobukov, škornjev do vseh živih gadgetov, ki jih lahko pač nekdo, ki je zaljubljen v ameriško kulturo, kupi. Imeli smo razstavo ameriških vozil, tistih velikih, pa tudi nekaj v Evropi predelanih teh velikih ameriških tovornjakov, tako da je bilo res obilo zanimivega in 3 dni se je res veliko dogajalo, tako da mi je res izjemno žal, da nam je pa korona to prireditev zabremzala, ker je tudi ameriško veleposlaništvo v Ljubljani prepoznalo to kot najboljši način promocije ameriške kulture in je tukaj zelo močno stalo za nami in nam pomagalo.
Se pravi, se bo letos prireditev tudi izvedla, kdaj jo lahko pričakujemo, bodo obiskovalci lahko prišli, kako zaenkrat izgleda? No? Ja, jaz vse obiskovalce vabim, da si na Facebooku pogledajo prav spletno stran oziroma stran Wild Wild Fest on Fire. Tam so vse informacije zadnje. Mislim, da se je ravno včeraj zvečer dobil organizacijski odbor in da so se odločili, v kakšnem obsegu bojo to organizirali, tako da jaz se danes dobim z njimi popoldne, pa mi bodo vse povedali, ampak najbrž bo pa že prej kaj objavljeno tudi na Facebooku, tako da si kar pogledajte njihovo spletno stran, pa tudi zanimive fotografije z vseh prejšnjih dogodkov, filmčki, tako da si bodo lahko gledalci ustvarili vtis, kaj se vse da obgledati tudi ob Zbiljskem jezeru. Zdaj, preden skočiva v oglase, mogoče kakšen nasvet, kakšen je bil lanskoletni oziroma predlanski najboljši zrezek za vas? Tukaj pa jaz nisem neki dober poznavalec tega, tako da bi mogel prav kolega Aleša povabiti, ki se je s tem ukvarjal, ker moj okus ni pač tisti pravi, ker pač ta smokan meso moraš kar ljubiti. Meni je sicer všeč, vse živo sem probal. Zdaj, kako točno se ga pripravili, pa ne vem. Čisto iskreno, ne bom se tukaj delal nekega poznavalca, nisem strokovnjak za to vrstno hrano. Sem vesel, da so tukaj dol, ampak mogoče bi lahko naslednji klop imeli tudi z Alešem, pa bi se mogoče pogovorili tudi kaj več o tej hrani. V redu. No, sej danes bomo tukaj Zbilje malce podrobneje spoznali, ostanite z nami, zdaj bomo šli na kratko v oglase, že nekaj več o občini Zbilje pa torej čez nekaj minut. Torej, lepo pozdravljeni nazaj. Kot vidite, se seveda tudi obiskovalci jezera tukaj že veselo množimo in opazujemo seveda teh res veliko labodov. Zdaj, labode tukaj izgleda skoraj da kot da gojite. Koliko pa jih je? Imate mogoče številko? Ja, labodi so tukaj, jih je stalno okrog 150, preko zime pa priletijo še prezimovati na Zbiljsko jezero. Labodi, lahko rečem, kar iz te srednje Evrope so si najdli tukaj, ne vem zakaj je to priljubljeno točko. Mogoče je res ta potem dobra družba tukaj, da jih je toliko na kupu, ampak po zimi jih je tudi več kot 200 redno. Vsako leto jezero ne zamrzne, ker je akumulacijsko. Jezero je nastalo leta 1953, zdaj ravno te dni mineva 68 let, ko so dvignili zapornico novo zgrajene hidroelektrarne v Medvodah. Nastalo je jezero, ki je dolgo 6 km, v katerem je bilo takrat 7 milijonov kubičnih metrov vode. In na jezero so si takoj začeli ogledovati vsi obiskovalci iz Ljubljane. Po prvem štetju v drugem vikendu v avgustu je bilo tukaj 10 lojtrskih vozov obiskovalcev, pa 7 avtobusov, pa ne vem koliko 1500 kolesarjev iz Ljubljane in so naši predhodniki že takrat takoj ugotovili, da iz tega se da pa kaj zaslužiti, po domače povedano, in so začeli prodajati bobe, se pravi krofe, pa sadjevc tukaj dol in že septembra so ustanovili turistično društvo, ki je prvo zimo že organiziralo kuharski tečaj za vse zbiljske gospodine, da so se navadile kuhati pa pripravljati jedi, ki so jih lahko potem ponujale prebivalcem, mislim obiskovalcem, tako da so Zbilje zelo kmalu postale turistične in naše turistično društvo je vse od takrat eno bolj aktivnih v okviru Turistične zveze Slovenije. Tudi lahko rečem, da vsako leto redno sodelujemo na vseh akcijah Turistične zveze, da smo poleg tega, da smo zelo tam aktivni, da smo aktivni tudi v skupnosti slovenskih jezer, kjer se združujemo vsa turistična društva, ki delujemo na slovenskih jezerih, recimo Bled, Bohinj, Cerknica, pa na drugem koncu Dobrovnik, se pravi, cela Slovenija je pokrita, letos bomo imeli že 25. srečanje. Lahko se pohvalim tudi s tem, da predsednik Turistične zveze Slovenije prihaja, je naš član, se pravi Pavle Hevka je izvorno član našega društva. Tukaj v meni sedi Karel Vernik, ki je tudi v okviru Turistične zveze Slovenije predsednik turističnega drobnogleda, ki ocenjuje in pomaga krajem pri tem, kako ne bi bili še bolj urejeni, in ta drobnogled gre vsak mesec enkrat po Sloveniji in ocenjuje slovenske kraje.
Poleg tega pa sodelujemo redno tudi v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna, kjer pa seveda nagrajujemo najlepše in najbolj urejene kraje v Sloveniji. Smo se pa zadnje leto odločili, da turističnih bodečih než pa ne podeljujemo več, tako da tiste pikre, ki jih imate na naslov kakšnih krajev, pa mogoče lahko sporočite preko socialnih medijev, pa jaz verjamem, da se bodo organizatorji oziroma turistični delavci v tistih krajih izboljšali, pa jih popravili tiste napake, ki so. Kar pomeni, da je naše društvo zelo aktivno, lahko rečem tudi to, da imamo trenutno 165 članov, to je kar veliko za eno tako majhno vas, kot so Zbilje, ker Zbilje niso neka velika vas. Od teh 165 članov je bilo letos na očiščevalni akciji. Kljub korone smo jo organizirali 81 članov, naredili smo očiščevalno akcijo na ta način, da smo ljudi pozvali, da ne na en dan pridejo tukaj dol v soboto, da smo začeli ob 7:30 razdeljevati vrečke, da smo jih pošiljali po teh smereh, kjer redno čistijo tako skupine po 3-4 in da so šli en za drugim in da so potem čistili Zbilje, da smo zelo, lahko rečem, zelo lepo očistili Zbilje, ker je bilo tudi veliko smeti po teh obiskovalcih, ker vemo, da gostilne so bile zaprte zaradi korone. Ljudje so s seboj iz Ljubljane prinesli hrano iz McDonald'sa pa iz Fresha s Petrola. Tukaj lahko rečem, da te dve firme sta povzročili največ te nesnage, ki je bilo treba pobrati. Ljudje pač niso taki, da kljub temu, da je smetnjak na vsakih 50 metrov, da bi vrgli smetnjak, ampak pustijo dol zraven, ne. In je bilo tega kar precej tudi po gozdovih treba pobrati. Tako da člani so prišli, smo vse uredili, izpucali, samo odpadlo je seveda tisto druženje, ki ga imamo vedno po očiščevalni akciji, ker je vsak dobil sendvič samo za domov, za sabo, ne pa eno pijačo. Tako da pokazali so pa ljudje pripadnost kraju in temu, da jim ni vseeno, v kakšnem kraju živijo, pa da jim ni vseeno, kako bodo turisti videli naš kraj. Se pravi, pravzaprav že od samega začetka tukaj Zbiljčani sodelujejo pri jezeru in pri njegovem turizmu, bi lahko rekli. Se strinjate? Ja, se strinjam. 100%. To so živeli domačini z jezerom, z krajem in to je dalo tudi potem en pečat Zbiljskemu jezeru. So tako nastale tudi te gostilne, naprimer zdaj se nahajamo v restavraciji Dotik, so tako tudi nastale pravzaprav torej te restauracije, ki jih lahko vidimo na poti do sem? Ja, lahko rečem, da je naše turistično društvo zelo gospodarno ravnalo vse od začetka. Že takoj od začetku so postavili manjši šank, ki je bil last turističnega društva, potem so iz tega šanka nastal ta lokal tukaj dol ob jezeru, naslednja njihova investicija je bila v restauracijo Jezero, potem smo skupaj s Korlom dole, ko se je saniralo jezero leta 1986, postavili še en lokal, tako da je turistično društvo samo lastnik vseh lokalov ob Zbiljskem jezeru, da imamo dolgoletno pogodbo s Savskimi elektrarnami, da upravljamo obalo jezera, jo urejamo in da lahko rečem, da imamo trenutno zelo dobre odnose z vsemi najemniki, kar je danes že kar lahko rečem redkost, da se vsi najemniki zelo trudijo, da so zelo tudi inovativni v svojih pristopih, kako pristopati, kaj ponuditi obiskovalcem in da smo veseli, da so preživeli ta koronski čas, ker je bilo težko tudi za njih. In tukaj jim je tudi društvo pomagalo, ker prvi dan, ko se je postavila zapora, smo jim vsem pač ukinili plačevanje najemnine, smo jim pomagali, kolikor se je pač dalo, tako da lahko rečem, da sodelujemo in da se to vidi, da delamo z roko v roki, se pravi, tako najemniki kot društvo in seveda, da so tudi krajani zadovoljni, da gostinci ne organizirajo kakšnih hrupnih dogodkov, da je to sobivanje res, lahko bi rekel, skoraj idealno. Če se vrnemo malce v leto 86, ko ste postavili torej lokal na tisti drugi strani jezera, 86? 96. 96 je bilo, aha, no torej leta 96.
Verjetno ste opazili kakšne spremembe. Je mogoče takrat, preden je bil lokal tam, so ljudje sploh hodili na tisto stran jezera? So. Jezero je praktično bilo vedno oblegano z ene in druge strani. Tako da ta tradicija in to seveda veliko pomaga, ker je blizu Ljubljane. Tako da so ljudje lahko prišli tudi z vlakom, včasih so hodili, pa avtobusi. Tako da moramo reči, da tu ta lokacija nam je veliko pripomogla tega primestnega obiska. Ja, res je, tako kot je rekel Koral, mi smo tukaj srečno umeščeni med 4 velika mesta, se pravi med Ljubljano, Kranj, Škofjo Loko in Domžale, pa Kamnik, tako da smo tukaj v centru tega dogajanja, da je to tudi največja vodna površina v srednji Sloveniji in da zaradi tega pač ljudje tudi radi pridejo posedeti v vodo, ker je lep bolj hladno kot v razbeljeni Ljubljani in tukaj je res blizu. Mi imamo to srečo, da do Medvod vozi mestni avtobus, da se da z urbano pripeljati tudi ob Zbiljsko jezero, da imamo zdaj v zadnjih 2 letih v sodelovanju z občinskim javnim zavodom za turizem tudi možnost, da se obiskovalec pripelje do Medvod z vlakom in na železniški postaji si lahko renta kolo, navadno ali električno in v paketu dobi tudi vožnjo s čolnom po Zbiljskem jezeru. Se pravi, da imamo neke take akcijske ponudbe za vse obiskovalce, ki hodijo bolj, lahko rečem, ekološko zeleno do nas, da jim ponujamo vožnjo recimo tudi z vodnimi kolesi, ki se vidijo tukaj za nami in z električnimi kolesi, da se da potem v parih urah prekolesariti celo našo občino, da se z električnim kolesom da zelo enostavno priti tudi na vrh Katarine, da si lahko pod sabo ogledamo vso osrednjo Slovenijo. Lahko grejo zdaj tudi na Smledniški Stari grad, kjer je zelo lepo urejena Kalvarija. Potem pa seveda pride ob Zbiljsko jezero, posedeti, nekaj pojesti, popiti, se zapeljati s čolnom in iti nazaj s kolesom do Medvod, do železniške postaje in se odpeljati nazaj v Ljubljano. Tako da to je ena od možnosti, ki se mi zdi res zanimiva, pa tako kar malo inovativna v Sloveniji. Takole zaenkrat najlepša hvala. V občino Medvode se bomo vrnili že čez pol ure, seveda sem ob Zbiljsko jezero, kjer smo danes nastanjeni. Tako da kaj več kot obljubljeno čez pol ure, zaenkrat najlepša hvala. Zdaj pa se po oglasih vračamo še malce nazaj v studio Figovec.